Ti dve odločitvi vzbujata upravičeno upanje, da smo na koncu politične negotovosti, ki je pestila Slovenijo vse od začetka tega leta. Čvrsta podpora novi predsednici vlade nadalje zbuja upanje, da bo vlada oblikovana čim prej in da bodo s tem dokončno vzpostavljene stabilne politične razmere v državi. Mislim, da smemo, glede na včerajšnjo razpravo, pričakovati, da bodo ukrepi za ponovno oživitev gospodarske aktivnosti in posledično zmanjšanje brezposelnosti osrednji del prizadeva nove vlade. Izkušnje vlad v času krize pri nas in drugod v Evropi ter po svetu so pokazale, da razmere za tak napor terjajo politično in programsko homogeno vlado in trdno politično večino v parlamentu. In nazadnje. Enako pomembno je, da se oblikuje mestoma širše politično soglasje okrog vprašanj, ki zahtevajo dvotretjinsko večino v parlamentu ali širše politično ter družbeno razumevanje nujnosti in potrebnosti rešitev, praviloma reform za izhod iz krize. Dovolim si misliti, da so trije dogovori vseh voditeljic in voditeljev parlamentarnih strank glede treh zapletenih, a dolgoročno pomembnih tem, ki smo jih dosegli sredi februarja letos na sestanku pri meni, pomembna garancija za njihovo uveljavitev, ne glede na spremembo oblasti. Vkolikor bodo voditelji strank tudi v prihodnje ocenili potrebnost in koristnost takih dogovorov, bom kot predsednik Republike storil vse, kar je v moji moči, da jih bomo v korist države in naših ljudi tudi dosegli.